2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Ne vem, če ste vedeli, ampak v Sloveniji smo bojda tik pred, morda seveda še enkrat, tik pred največjim ornitološkim odkritjem 21. stoletja. Nek sprehajalec naj bi se v Trnovskem gozdu na Krasu namreč iz oči v oči srečal z ptico, ki naj bi že milijone let bila izumrla. Gre za veliko ptico s svetlečem modrim perjem, kljukastim kljunom in ta sprehajalec naj bi se z njo srečal iz oči v oči. Odločil sem se, da obiščem ornitološko društvo v Mariboru, da seveda dobimo več odgovorov na to in z mano je predsednik, gospod Pogarevc. Dober dan. Lep pozdrav. Torej, ali gre za plod domišljije ali je kaj takega res možno in za katero ptico gre? Ja, po do zdaj znanih podatkih obstaja zelo velika verjetnost, da smo, tako ste rekli, na pragu odkritja 21. stoletja, kar se ptičev tiče. Lahko bi šlo za več kot 65 milijonov let staro ptico, preživeli sorodnik pradoninskih ptic, to je iz časov dinozavrov, natančneje iz obdobja krede. In dobil sem pa podatek tudi, da tudi ekipa mariborskih ornitologov odhaja na Kras v bistvu. Ja, seveda, tako kot vsi ornitologi Evrope, ki se bojo zdaj zgrinjali na Kras, ker pač so se vsi najavili, tudi mi želimo prisustovati temu edinstvenemu odkritju. Pa ne nazadnje, seveda treba imeti kontrolo nad dogajanjem, ker veste, kak so ljudje, pa tudi tam so neki, recimo bomo rekli, ostareli lovci, ki znajo marsikaj narediti, ne? Da ne bi zdaj, ne vem, ljudje z velikimi kletkami hodili, ali pa se neki stari lovec slikal z nogo na vratu 65 milijonov let stare ptice, pa ga pol imel obešenega ptiča dol kot tuno, recimo, ne? No. Franca! Pardon, Ja, Štef, kaj? Kaj je to ti plavi kabel? Kam gre? Ne vem, za internet, jaz... Ja, kaj za internet, če imaš noter v modemu sivega? Ne vem, zato sem tebe klical, ker mi ne dela. Kaj te snema? Ja, pogovarjamo se za to prav ptico, ki naj bi jo videli na Krasu. Štef, da mi samo uredi. Kje so videli prav ptico? Na Krasu, Trnovski gozd. Koliko staro? Štef? Franca, koliko star ptič, te sprašujem? 65 milijonov let. Kaj? Približno. Kjeri gost? Trnovski gozd na Krasu. Pa zdaj se komaj, kako je veliki ptič? Zelo pravijo. Pa je bil skritil, zdaj? Šumi. Ja, očitno, kaj? Ljudi požerejo, mah, pa vse da je lepo. Trnovski gost. Dobro, to je kraška planota, Ja, tam tudi ni tako bljudeno. No, pa... ja. Se vem, kje je to. A ja, vete? Ja, to sem froce, ko so bili še mali, sem pelo gledat. Ker so 3 prašički, tudi noč živijo. Imajo tako brunarco, pa kot lvuni, okrog bajte se zadržujejo, da jih ne volk požer, pa en govori. Štef, kaj če bi mi internet naredil? Jaz sem šel s froci, tja, 2 sta pobegnila, tudi en mali prašiček rekel, kaj je? Pa sem rekel, kaj je, malo smo vas prišli gledati. Ja, tu smo, Štajersko govorim, tudi mali Štef, prasec. lahko internet mu rediš, prosim? Ne, mislim, res. Tam tudi v šumi se marsikaj dogaja, to je v bistvu pravlični gosti. Vse vidiš, vsa bitja živa. Resno? Ja, na obronku tudi trnjulčica živi noter v totem akaciji, noter da vuna more, ker če bi hodila iti vunijo popika. Ko hodiš tak po šumi, pa vidiš marsikaj, pa to slikat ne smeš, od zadaj pa čuješ, hajli, hajlo, mi kopljemo zlato. Pravi kabel, kam ti Ja, gre? ne vem, Ja, te pa ne ugotovi. imajo interneta. Ugotovi. Kaj se s 65 milijonov ptičom okvarjaš? En je 20 dek skadil, zdaj pa mu vsi verjamete. Kam tročite denar? Bi rad imel internet? Ja, prosim, ja. Ja, kam gre sivi kabel? Dobro, ne bom vas, dol ne javiti. ja, ne bom vas več jaz moto. Torej, vso srečo, ko boste iskali to staro ptico. To je bila še ena zgodba. Naslednji sem bil Toti Milan, od krivice do resnice.